predvsem treba preveriti partnerje, upati si treba, pa mislim, da bo rekel ta upati si treba kar nekogar se bat, no pa svet je okrogu, pa ko prideš okoli, greš še enkrat okoli. Prvo kot vsi verjetno vemo, najprej se moramo pripraviti, kateri izdelke bomo sploh lansirali na tuji trg. Naslednja varianta, kar je, da moramo trg dobro poznati. To se pravi, prepričati se moramo, ali ljudje sploh potrebujejo te izdelke, katere mi lansiramo. Naslednja je, če ne obstaja potreb, je pa potem naša najtežja naloga, kar je, da moramo v teh naših kupcih v tujini prebuditi to potrebo. Ker recimo, lahko da mi en izdelek, dokler časa ne veš, da obstaja, nimaš sploh potreb po njemu. Kakor pa potem lahko, da ti v ljudeh zbudiš potrebo po tem produktu, pa ga potem lahko prodaš. Seveda pa je potem tukaj, da je recimo vsaka država je posebej, vsaka država ima svoje zakonitosti, recimo zelo je treba paziti, s katerim jezikom komuniciramo s tujci, recimo z Nemci bomo bolj težko v angleščini komunicirali, tako da je večina treba prevesti tudi za spletno stran v nemščino. Naša izkušnja je, da najprej je nam internet to precej omogočil, precej lažje je, kot pa iskati na tujem nekaterega agenta, partnerja, ki bi bil pripravljen recimo vaše izdelke zastopati. Najhitreje in najlažje je seveda spletna stran, sploh če imamo že v Sloveniji izkušnje za končnimi kupci. To je precej lažje. Zdaj težko je z nekaterimi podjetji, ki delajo samo business to business, če pa delamo že prej kot business to customer, pa seveda priporočamo več ali manj, recimo, če je možno spletno prodajo, če imamo produkte. Če imamo pa seveda kakšne storitve, pa to nemogoče prek tega. Predvsem z dobro analizo tržišča in zelo dobro izbiro partnerjev v tujini, ker vselih za velika mesta so večje kot cela Slovenija, tako da drugačen sistem, drugačno razmišljanje, vse, tako da mislim, da treba na vsakem tržišču poiskati specifike in poiskati prave ljudi.